Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. V tokratni oddaji gostimo eno od dobitnic Valvazorjeve nagrade. Najvišjega priznanja, muzejskega priznanja za enkratne dosežke v muzejski stroki. Kustosinjo v Dolenjskem muzeju, gospo Majdo Pungarčar. Lepo pozdravljeni in čestitke za nedavno prijeto nagrado. Torej tudi jaz lep pozdrav vam in tudi vsem gledalcem in seveda najlepša hvala za vaše čestitke. Ja, to je visoko priznanje, najvišje državno na področju muzejske stroke in ni vas bilo ravno veliko, ki ste ga prejeli. No, ta priznanja se pravzaprav podeljujejo vsako leto. Letos je bilo pač podeljeno eno priznanje za življenjsko delo in 3 priznanja za enkratne dosežke v muzejski stroki. Priznanje podeljuje Slovensko muzejsko društvo in sicer izbere med prijavami vsako leto tiste razstavne projekte, za katere meni, da so nekako dosegli en presežek v muzejski stroki v Sloveniji. No in letos je bil izbran tudi ta projekt Dolenjskega muzeja, in sicer zgodovinska razstava Novo mesto 1848–1918. Valvazorjevo priznanje se pač imenuje po Valvazorju, ki ga več ali manj vsi poznamo, je avtor pač temeljnega dela še vedno o naši pokrajini, naravnih in kulturnih znamenitostih. Naši gledalci že spremljajo posnetke tako Dolenjskega muzeja, kot seveda tudi posnetke razstave, o kateri govorite, vaši avtorski razstavi, za katero ste prijeli to priznanje, Valvazorjevo nagrado, ki ga držim v rokah. Sicer pa, kako bi rekli, kaj je bistvo te razstave oziroma v čem je drugačna? Pravijo, da takšne razstave še v Dolenjskem muzeju občasne ni bilo. No, ko smo se lotili priprave te razstave, smo jo res mogoče zastavili malo bolj velikopotezno. In sicer razstava prikazuje zgodovinsko obdobje in ne samo recimo eno samo temo. Predvsem pa smo želeli ob tej razstavi, ko smo pač delali načrt za to razstavo, smo si zadali več ciljev, in sicer, da naj bi bila razstava tudi predstavljena javnosti tako, da jo lahko spremljajo vse starostne skupine naših obiskovalcev, da naj bi bila prilagojena slepim in slabovidnim in na razstavi smo želeli vključiti tudi prvič digitalne vsebine. Vsako od teh ciljev smo nekako se lotili in je tudi znotraj ciljev pač razdelali. In prvič so tudi vse te digitalne vsebine sedaj dostopne na internetu. Sama razstava ima tudi enotno celostno podobo, se pravi pri postavitvi zgodovinskih razstav, zlasti kadar si jih ogledujem v drugih muzejih, sem imela vedno občutek, da so nekako mogoče za obiskovalca tako malo nesistematično postavljene. Zaradi tega sem želela, da bi bile tukaj vendarle predstavljene ene zaključene celote, ki bi omogočale lažje spremljanje same vsebine. In pri načrtovanju razstave smo nekako želeli izpostaviti tiste stvari, ki se nam zdijo v Novem mestu ali pa so se nam zdele, da so bile takrat v Novem mestu pomembne. In na osnovi tega smo zasnovali 6 vsebin, in sicer najprej prikazujemo zgodovinsko obdobje, o katerem govori razstava. To je zadnje obdobje Avstrijskega cesarstva oziroma Avstro-Ogrske monarhije. Potem prikazujemo reko Krko in dejavnosti ob reki Krki. Reka Krka je pač bila bistvena že pri izbiri same lokacije za ustanovitev novega mesta. Nadaljujemo s predstavitev mesta, ustanovitelja mesta,
In tukaj izpostavljamo tudi župane, zaradi tega, ker prav današnja ureditev, se pravi občin in tudi mestnih občin, izvira od leta 1850 naprej. No, potem prikazujemo podobe mesta in ljudi, kar je zelo pomembno, ker v tem obdobju se je pojavila prvič fotografija in razglednice posledično in imamo pravzaprav prve podobe realistične od mesta in tudi od ljudi. Nadaljujemo z upravo in gospodarstvom. Tukaj dajemo poudarek absolutno šolstvu, ker je bilo dejansko šolstvo v tem času v Novem mestu z gimnazijo in pa s kmetijsko šolo, ki sta daleč presegala okvirje Novega mesta, zelo pomembno. In zaključujemo z izredno živahnim društvenim in družabnim življenjem v Novem mestu. Seveda smo pa na razstavi želeli izpostaviti tudi meščansko spalnico iz tega obdobja in salon, kajti na oddelku kulturna zgodovina, na katerem pač delam, hranimo te predmete in cilj razstave je, da se pač pokaže na razstavah čim več originalnih predmetov. No, potem pa posebnost, kot smo že prej omenili, so seveda tudi te digitalne vsebine po istem zaporedju, kot sem sedaj naštela. Imamo 3 digitalne vsebine, ena je fotogalerija, v kateri pač je objavljeno razširjeno gradivo iz vseh teh vsebin. Potem drugo je kviz, kjer je na voljo 40 vprašanj, na katerih, ki so pa v bistvu bolj se nanašajo na vsebino iz razstave, vendar je kviz sorazmerno lahek in služi bolj kot povabilo na obisk razstave. No in potem imamo pa računalniško igrico, preprosto, lovljenje rakov v reki Krki, ki je namenjena našim najmlajšim obiskovalcem, vendar pa ta igrica ima povezavo z razstavo to, da je v drugi polovici 19. stoletja bila reka Krka s pritoki največje bivališče rek rakov jelševcev in so jih letno tudi do 100.000 nabrali in izvozili tudi na tedanjo našo prestolnico, torej na Dunaj, Graz, Ljubljana, Trst in tako naprej. Kar pomeni, da je bila zelo čista Krka. Ja, to pravijo, da rak je pravzaprav, ampak prišla je potem račja kuga in je od te rake pomorila in v bistvu so jih kasneje dostikrat poskušali vlagati nazaj v reko Krko, ampak jim to nikoli ni uspelo do danes. Tako da jaz pravim, da je Dolenjska v drugi polovici 19. stoletja so jo doletele 2 hude tegobe in sicer račja kuga pa trtna uš, tako da so ostali brez rakov in tudi brez vina. Ampak vino je, tako da je upanje, da bodo tudi raki. Upajmo seveda, zdaj se veliko govori o ekologiji, tako da mogoče. Ja. Sem vas prekinila, ste še kaj želeli od razstave povedati. Dejansko namenjena je, kot ste rekli, vsem starostnim skupinam, vsem ljudem, tudi slepim in slabovidnim. No, mogoče, če dodam še to, seveda mi nismo imeli nobenih izkušenj o pripravi razstave za slepe in slabovidne in so nam tukaj zelo veliko potem pomagali na Novomeškem medobčinskem društvu za slepe in slabovidne in pa na Zvezi slepih in slabovidnih v Ljubljani. Na njih smo se tudi obrnili na pomoč. In s pomočjo njih smo pravzaprav ugotovili, da je bistveno več slabovidnih in zato smo se odločili, da bomo celotno razstavo prilagodili slepim in slabovidnim, tudi slabovidnim s poudarkom, zato imamo na tem če še dodam, in predvsem tudi izobraževanju videčim, da ta problematika v družbi obstaja in kako pravzaprav si lahko pomagamo med seboj. In zato je razstava v bistvu v celoti prilagojena, kar pomeni. Načrtno so bile izbrane te 3 kontrastne barve, rdeča, črna in bela, ki v bistvu se pojavlja v katalogu, na razstavi in v digitalnih vsebinah. Ravno tako na katalogu recimo je grafika, brajica,
ki nakazuje in daje v bistvu tem, ki vidijo ta logotip razstave, vendarle v razmislek, da je nekaj drugače na tej razstavi. Celotna katalog, tudi izbira črk, pisave v katalogu in tudi na razstavi je namenska, tako da je berljiva. Bistveno tudi večja je ta pisava v katalogu in na razstavi, torej je manj teksta, slike so večje. Poleg tega imamo celotno razstavo, tudi sama postavitev razstave, cik-cak varianta, je zaradi lažjega gibanja slepih po razstavišču. Poleg tega imamo na razstavi podnapise na vsaki vsebini v brajici, talne oznake, potem imamo tako imenovane zakrite skrinjice, v katerih imamo tipne slike ali pa originalne predmete, ki so na voljo za vtip. No, ampak tista največja posebnost te razstave v tem zvezi je pa najbrž tako imenovan temen prostor. In sicer to je namensko zatemnjen del razstave, v katerih so ravno tako predmeti. In ta temen prostor je namenjen predvsem vedečim, da dobijo izkušnjo, grejo v temen prostor, si ogledujejo razstavo s prsti in dobijo občutek, kaj pravzaprav pomeni biti slep in spremljati muzejsko razstavo pač na ta način, na drug način. Kakšen je odziv ljudi? Ja, do zdaj je odziv ljudi zelo pozitiven. Mogoče so bili na začetku tudi malo presenečeni, ker je pač vendarle nekaj stvari, ki so drugačne, kot so bile do sedaj. No, tukaj imamo še nekaj fotografij za otvoritve razstave. Treba je poudariti to, da takšna razstava seveda ne nastane čez noč, da ste 3 leta delali na tej razstavi in tudi ne sami. Da je tudi pri tem potrebno timsko delo, kaj? Seveda ne, zato pa jaz tukaj moram povedati, da absolutno en človek sam tako obsežnega dela ne more narediti. In na tej razstavi smo nekako se ujeli vsaj 3, ki smo zelo veliko pač naredili v samem načrtovanju razstave, postavitvi razstave, in sicer sama sem naredila vsebinski del, zasnove razstave, kataloga in pa digitalnih vsebin. Oblikovalka celostne podobe je pač Vesna Pungerčar. Seveda je pa naš direktor poskrbel absolutno za vse ostalo, se pravi predvsem za finančno izvedbo, kajti to je bil kar velik zalogaj, tudi zaradi predmetov, ki so na razstavi. Na razstavi sta 2 interierni postavitvi, se pravi spalnice in meščanskega salona s stilnim pohištvom in orkestrion. To je pa sploh posebnost razstave, nad katerim so obiskovalci res navdušeni, in sicer to je pa originalna glasbena spremljava na razstavi. Orkestrioni so na nek način prvi jukeboxi, kajti orkestrion sprožimo s kovancem, na vsakem valju je 9 pesmic, to so tipične skladbe iz tega obdobja. No, in lahko potem izberemo to skladbo in si jo zavrtimo. Orkestrion se imenuje pa zaradi tega, ker posnema igranje orkestra. Skratka, na tej razstavi, ki bo na ogled, če sem prav prebrala, še celo prihodnje leto, se lahko nekako preselimo v to obdobje od marčne revolucije do konca Prve svetovne vojne in je to lahko dober namig za preživeti urico, 2 ali celo 3 v teh počitniških časih, ki so pred nami. Ja, jaz mislim, da ja, in tudi lepo vabim obiskovalce, tudi družine. Imamo tudi javna vodstva. No, in ravno ob teh javnih vodstvih se je dejansko pokazalo, da nam je nekako uspelo to razstavo prilagoditi za vse starostne skupine, ker se dostikrat zgodi, da naprimer pri javnem vodstvu recimo starejši se bolj pridružijo meni
Dočim, ko otroci pa grejo nekateri rajši na računalnik, nekateri v tamen prostor, nekateri tam imamo tudi 3 ljudke, ki so pač narejene po originalnih fotografijah, se pravi gardist, meščanka in pa mestni otrok in se lahko potem na koncu malo fotografiramo za šalo in se nekako preselimo v ta čas vsaj s kostumi. Tako da jaz mislim, da je primerna res tudi za družine, tako da lepo vabljeni. No, ampak, če mi dovolite, bi vseeno tudi povedala, da v času razstave imamo tudi tematska vodstva, kajti odločili smo se, ker bo razstava zelo dolgo časa stala, da ne bo predvsem fotografsko gradivo ni originalno, ker pa so ljubitelji, ki imajo radi originale, pa pač ob določenih vodstvih pokažemo te originale. Naprimer, na prejšnjem vodstvu je bila na voljo knjiga Meščanske garde. V prihodnosti bo tudi recimo razglednice bodo, naša zbirka na ogled, ob takem tematskem vodstvu fotografije. No in ob dnevu Poletni muzejski noči, ki jo letos pripravljamo 16. junija, bomo pa ravno zaradi fotografij, ki se je pojavila v tem času in imamo izredno zanimive fotografije meščanov in mesta, smo se odločili, da bi pa ob tej letošnji muzejski noči povabili meščane, da pridejo v muzej in naš novomeški fotograf Boštjan Pucelj bo potem v tem salonu fotografiral meščane. Ker muzealci moramo gledati tudi naprej, ne samo nazaj. In sicer imamo nekatere fotografije meščanov iz preteklosti, bi bilo pa dobro, da bi imeli tudi sodobne fotografije meščanov in tako se nam je porodila ta ideja, da bi nekako povezali v povezavi s to razstavo, preteklost, prihodnost, tako da lepo povabljeni meščani na fotografiranje v Dolenjski muzej, v naše razstavišče, v salon, v soboto 16. junija. Ja, dejansko o tej razstavi bi lahko govorili celo oddajo, ampak tukaj na mizi je še en kup katalogov. Vi ste že 25 let zaposleni v Dolenjskem muzeju, v Novem mestu, kustosinja in veliko dela je bilo že storjenega. Tukaj je veliko katalogov, veliko knjig, razstav, ki ste jih že pripravljali, tudi filme snemate, dokumentarne v muzeju. Skratka, to delo kustosa v muzeju, v Dolenjskem muzeju, bi po vsem tem, kar sem na hitro videla, lahko rekla, je zelo, zelo pestro. Ja, saj to je pa prednost našega dela in meni tako delo zelo leži. In sicer bistveno naše delo je pravzaprav tisto, lahko bi ga razdelili na 2 dela. In sicer na en del, ki je očem javnosti bolj neznan ali pa ni tako znan oziroma skrit, in drug del, ki pa je bolj poznan javnosti. In sicer ta prvi del je pravzaprav evidentiranje predmetov, gradiva muzejskega na terenu, terenski zapiski, pogovori na terenu, pridobivanje tega gradiva v muzej, potem pa skrb za ohranjanje tega gradiva, se pravi, iščemo restavratorje, restauriramo to gradivo in o vsem tem gradivu vodimo dokumentacijo. Druga, bom rekla, stopnja našega dela je pa ta, da vse to pokažemo javnosti, ker naše delo pravzaprav ni namenjeno samo sebi oziroma nam, ampak to je ravno tisto razlika muzejskega dela morda od drugih inštitucij, da hranimo premično dediščino, da jo pa tudi javnosti predstavljamo in jo poskušamo predstavljati na tak način, da je ljudem v bistvu blizu in da jim pomagamo na vse zadnje obujati spomine, pa ne samo to, ampak gojiti odnos do naše slovenske dediščine. In to pač delamo na različne načine, z delavnicami, z vodstvi, z razstavami, s katalogi, z digitalnimi vsebinami in tako naprej. Naše izrazno sredstvo je na nek način, osnovno izrazno sredstvo je pa razstava in katalog. S tem, ko je razstava, jo ljudje obiščejo, ampak razstave se podrejo. Zato je zelo dobro, da je pri razstavi tudi katalog,
ker v katalogu se objavi to muzejsko gradivo in je na nek način knjiga, je na nek način večna. Ne? Tako da zato poskušamo v našem muzeju čim več razstav pripraviti na ta način, da je ob razstavi tudi katalog. Ja, zelo zanimivi katalogi. Vsak katalog bi rekli ena zgodba, o kateri bi lahko dolgo govorili, ampak morda sta meni še posebej padla v oči ta dva kataloga, Zastava, Mestna straža, Godba za igraj in pa Novo mesto na razglednicah. Danes nekako razglednice se mi zdi, da se kar nekam umikajo. V preteklosti jih je bilo več? Seveda, ampak zato pa je razglednice mogoče nadomestil elektronska sporočila, pa najrazličnejše pač nov medij, ne, ki si ga tudi vi poslužujete na vse zadnje. Ne. Je pa res, da izbrali ste pač razglednice. Razglednice, to je pravzaprav na nek način jaz primerjam pojav in razširjenost razglednic konec 19. stoletja, podobno kot potem res pojav elektronskih sporočil, pošte, mobitelov, SMS sporočil, ne? Ker največ razglednic je bilo izdanih od konca 19. stoletja do začetka Prve svetovne vojne. Nikoli prej. Takrat so bile, in tudi pozneje, ni bilo nikoli tako pestra izbira razglednic. In sicer zato, ker najprej se je razvila fotografija, industrijska revolucija je bila takrat posegla na vsa področja, tudi na pošto, pošta je postala dostopna in praktično je takrat bila moda izdajanja razglednic. Vsaka vas je imela, če je imela gostilno in trgovino, je imela skoraj sigurno tudi razglednico. In ljudem je bilo zelo imenitno, da pošiljajo, da lahko sami po pošti pošljajo pozdrave iz svojih krajev, svojim prijateljem, znancem. In to je postalo tako množično, da so se takrat pojavili že takrat zbiratelji razglednic. Ne? Tudi danes jih imamo, samo da zdaj pa zbirajo starejše večinoma, takrat so pa aktualne. In to zbirateljstvo se je razširilo po vsem svetu in je še pripomoglo k temu, da je število izdanih razglednic naraščalo, je bilo še večje. Tako da tudi ta v bistvu navada pisanja razglednic je bila takrat dosti bolj razvita. Ne? Se mi pa zdi, da v zadnjem času, če ne drugače, vsaj za novo leto, se pa ljudje še vedno kar odločamo za klasično pošto. No? Pričajo pa razglednice tudi o razvoju enega kraja, ne? Kako in kaj se je spremenilo v vsem tem času? Razglednice so imeniten vir, ne? Ker fotografij se nikoli ne bi toliko ohranilo, ali so pa v privatnih zbirkah, razglednice so pa krožile. In imamo izredno široko razpon vsebinsko razglednic. To so pač krajevne razglednice, ki prikazujejo samo Novo mesto, ne? Potem imamo pa najrazličnejše praznične razglednice, šaljive razglednice, športne. Izredno veliko vlogo so v razvoju slovenskega narodnega vprašanja odigrale razglednice. Ker to bi pa vseeno morala tukaj poudariti, ne? Obdobje, ki ga obravnava ta razstava, je pravzaprav tisto obdobje, ko se je prvič so se oblikovali sodobni evropski narodi in tudi Slovenci. Takrat smo Slovenci dobili tudi prvo zastavo, prvo himno in Novo mesto, ki je pa pač zelo pomembno, kar pa moram poudariti, v Novem mestu je nastal tudi prvi narodni dom na Slovenskem kot sedež narodnih društev za boj slovenstva, uveljavljanje slovenskega jezika in vseh drugih v bistvu pravic. Tako da tudi na tem področju so te razglednice odigrali izredno pomembno vlogo. Še eno je področje, ki vam je ljubo in se vam zdi pomembno, to je železarna na Dvoru. Torej na oddelku, kjer delam v Dolenjskem muzeju, mi vedno izhajamo iz predmetov in gradiva, ki ga hranimo. In na oddelku kulturne zgodovine sta dve vodilni zbirki, in sicer predmeti, ki se nanašajo na zgodovino Novega mesta in pa predmeti železarne na Dvoru.
Naš muzej hrani največjo zbirko teh predmetov in sicer približno 370 predmetov imamo. Vsi predmeti so že restaurirani in čakajo na primerno prezentacijo, se pravi na razstavo. Železolivarna na Dvoru je bila največja železolivarna južno od Alp in izredno pomembna za celo dolino reke Krke. Delovala je praktično celo 19. stoletje, ogromno ljudi je bilo tukaj zaposlenih, konec 19. stoletja je pa zaradi različnih vzrokov prenehala delovati. Naša želja je, da bi to razstavo postavili v objektu na Dvoru, v avtentičnem objektu, vendar nekako nam v teh letih še ni uspelo pač izpolniti tega našega cilja, je pa gotovo to ena izmed glavnih nalog našega muzeja in želja, da bi pač v bodočnosti res lahko postavili zbirko železolivarne na Dvoru in pa stalno razstavo Novega mesta v Novem mestu nekje. Tako z žarom govorite o vašem delu, iz česar sklepam, da z veseljem delate to, kar delate, in tukaj ste prinesli s seboj tudi fotografije vašega kolektiva. Verjetno je zasluga tudi njim, da z veseljem hodite v službo, da se dobro razumete med seboj. Absolutno, to je pač, bom rekla, ena od mojih sreče. In sicer jaz mislim, da vsak človek lahko dobro dela tam, kjer se dobro počuti. In tudi redko kdo lahko sam naredi karkoli, zlasti pri takem delu, kot ga delamo mi. In zaradi tega me zelo veliko pomenijo moji sodelavci pri vsakem mojem delu v muzeju in se jim tudi lepo zahvaljujem za prijeten odnos in vso pomoč, ki mi nudijo. Ja, verjetno bi pa šlo težko tudi brez pomoči od doma. No, to je pravzaprav res, da včasih se hecam, da imam jaz kar 3 družine. In sicer ena družina je ta, iz katere izhajam. Jaz sem bila rojena v Vrhku pri Tržišču, v družini Boršner. Druga družina, to je pa ta moja, ki sva jo osnovala z možem, je pa pač družina Pungarčar, živimo na Radovlji pri Šmarjeških Toplicah. In vsekakor moj mož in moji otroci so tisti steber mojega življenja, iz katerega izhaja vse moje delovanje, tudi na poklicnem področju. Gospa Majda Pungarčar, zdaj razumem tudi, zakaj se je znašla tukaj knjiga Klevevš, biser narave z bogato zgodovino, ker je to območje vašega doma. Bili ste urednica te knjige, ampak nažalost nam je zmanjkalo časa, da bi še o njej govorili. Lahko bi rekla, ko vas danes tako poslušam, tako je mignilo pol urice, je delo kustosa v muzeju sila pestro, sila zanimivo, in vam ne bo zmanjkalo materijala za raziskovanje preteklosti, Novega mesta, življenja ljudi ob Krki še naprej. To vsekakor ne, ker tudi naše delo je takšno, da več kot delaš, ustvarjaš novo delo, se pravi od dokumentacije in tako naprej, odpiraš nova vprašanja in tu je dobro, dela ne bo res nikoli zmanjkalo. Hvala lepa, gospa Majda Pungarčar, dobitnica Valvazorjeve nagrade, kot smo dejali, zdaj razumem, zakaj ste jo prejeli, tudi jaz bi vam jo podelila, da ste delček tega utripa Dolenjskega muzeja in vašega dela prenesli tudi našim gledalkam in gledalcem, in jaz verjamem, da smo koga navdušili, da pride v Dolenjski muzej, si ogleda tako občasno razstavo, o kateri smo največ govorili, kot tudi stalne razstave, ki so tam postavljene, kajti, ko gremo nekam v tujino, ponavadi zavijemo v muzej. Doma, blizu ali pa v domačem kraju, pa na to včasih pozabimo. Pa bi bilo dobro obnoviti spomin, se strinjate z menoj? Ja, hvala lepa vam za povabilo.
hvala tudi, no, ampak tukaj pa moram vendarle dodati to, da mi imamo eno skupino prijateljev Dolenjskega muzeja in tudi volonterjev Dolenjskega muzeja, ki so naši stalni obiskovalci in nam tudi stalno pri našem delu pomagajo, nas tudi pohvalijo, pokarajo, tako da jaz mislim, da tudi v Novem mestu in na Dolenjskem je dosti takih ljudi, ki jih ta preteklost zanima in z veseljem sledijo oziroma spremljajo naše delo. Ne nazadnje pravijo, ne moremo iti v prihodnost, če ne poznamo svoje preteklosti. Hvala lepa in hvala za pozornost vam, drage gledalke, dragi gledalci. Prepričana sem, da smo vam dali dober namig, kje lahko preživite kakšno lepo dopustniško urico, se zabavate, ob tem veliko naučite in se malo ozrete v preteklost, da bi bolje razumeli morda sedanjost in prihodnost. Za danes pa le še lep in prijeten večer vam želim.